Pričujoča serija z analizami kulturnih fenomenov v obliki televizijskih oddaj, filmov in knjižnih zbirk dopolnjuje retrospektive in ostale vsebine o videoigrah na kanalu. Vabljeni, da se z mano podate v nenavadne svetove in spoznate, kako je bilo biti otrok 90-ih, ko so se na televiziji predvajali Alpha, Reader's Escape. Recruit a team of teenagers with attitudes. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! You mighty Morphin Power Rangers! Za razliko od številnih risank in mladinskih televizijskih oddaj, ki sem jih spremljal v otroštvu in ki danes moje spomine napolnjujejo kot vročične sanje, polne nejasnih in občasno celo srhljivih prizorov, serija Mighty Morphin Power Rangers v mojo zavest vstopa kot presenetljivo prijeten, topel spomin. Pisana druščina 5 oziroma 6 borcev proti intergalaktičnemu imperiju zlobne čarovnice in njenih bolj ali manj humornih pribočnikov superjunaško tematiko vpeljuje nezateženo, kar težko trdimo za večino sorodnih sodobnih filmov, zaznamovanih z na videz kompleksnimi, med seboj povezanimi superjunaškimi zgodbami in svetov. Kljub preprostosti pa tudi Power Rangersi pod površino nosijo pomembne življenjske nauke, ki so me zaznamovali in pomembno oblikovali nekaj mojih preferenc na nivoju pripovednih vsebin. Potopimo se torej v zgodovino enega najuspešnejših otroško-mladinskih medijskih konglomeratov in ugotovimo, kaj so nas v življenju naučili pisani junaki. Čeprav ob naslovu serije kot letu predvajanja prve epizode stoji letnica 1993, se je zgodovina priljubljenih barvnih junakov začela nekaj desetletij pred tem, na Japonskem. Kot v Hollywoodu so tudi del japonske filmografije 20. stoletja predstavljali epski spektakli najrazličnejših žanrov, segajočih od znanstvene fantastike in grozljivk do vojnih filmov. Svojo vrednost so utemeljevali predvsem na kompleksnih posebnih efektih, takrat po večini še praktične in ne digitalne narave. Praktični efekti so se s prihodom digitalnih morda zdeli zastareli, zaradi svoje primitivnosti skorajda vredni posmeha, a zgodovina je pokazala, da imajo poseben šarm, ki še danes ogreva srca številnih ljubiteljev medija. Za nas relevanten del zgodovine tokusatsuja, kakor so to vrstne vsebine od 60. let prejšnjega stoletja imenovali na Japonskem, se prične kmalu po letu 1933. Takrat je v Ameriki izšel King Kong, pustolovski film o ogromni gorili, ki se zagleda v lepo blondinko, ponujeno v žrtvovanje strani otoških staroselcev. King Kong je presunil kritike, ki so ga oklicali za enega najbolj napetih filmov dotlej. Navdihnil pa je tudi japonske režiserje, od tistega trenutka nenavadno fascinirane nad konceptom ogromnih pošasti, ki lomastijo po zemlji. Zgodbo o ogromni gorili so 5 let kasneje tudi sami prenesli v celovečerni nemi japonski spektakel v 2 delih, ki pa je danes nažalost izgubljen, saj so bile vse kopije filma med drugo svetovno vojno uničene. Vizija uničujoče, božanske, a hkrati živalske sile, ki človeštvo kaznuje za najrazličnejše grehe, se je nazadnje udejanila v Godzilli. Leta 1954 izdanem družbeno-kritičnem filmu o ogromnem kuhčarju, ki se kot neposredna posledica atomskih eksplozij dvigne iz oceana in v destruktivnem pohodu uniči dobršen del Tokija. Žanr filmov o ogromnih pošastih, ki človeštvo bodisi ogrožajo, bodisi mu pomagajo pred različnimi, še večjimi in močnejšimi zavojevalci, so poimenovali kaiju. Čeprav so bili kaiju filmi sprva zasnovani kot resne drame, ki so združevale družbeno in ekološko kritiko z obupanim bojem za preživetje, je vse večja komercialna naravnanost studije obotrovala temu,
da je žanr postal popularen med mladostniki, še zlasti s prodajo spremljajočega blaga, kot so bile tematske igrače in šolske potrebščine, potiskane z motivi priljubljenih pošasti. A za najmlajšo populacijo pred- in zgodnješolskih otrok portretiranje ogromnih pošasti, ki anihilirajo človeško civilizacijo, ni bilo zares primerno. Japonski producenti so tako pričeli z iskanjem družinam bolj prijaznih vsebin, kar je rezultiralo v vse večji popularnosti šovov o superjunakih. Ti so kulminirali v leta 1971 po mangi posneti seriji Kamen Rider, ki jo je zasnoval Shotaro iz Hinomori. Kamen Rider sledi tokijskemu študentu, ki svojo alternativno identiteto, nekakšne superjunaške kobilice na motorju, pred vesoljskimi in drugimi zavojevalci rešuje Japonsko. Serijo so zaznamovali barviti kostumi junakov in vsakotedenskih negativcev. Še posebej popularne pa so postale sekvence preobrazbe, kjer osrednji protagonist nadnaravne sposobnosti pridobi s preobrazbo, konceptom, ki ga je Ishinomori še podrobneje raziskal v svojem naslednjem projektu. Splošno vzdušje Kamen Riderja je za mladinsko oddajo precej resno, s številnimi akcijskimi prizori, ki se odvijajo po noči, saj so producenti tako lažje prikrili primitivne kostume, večkrat razkrivajoče lase ali druge telesne značilnosti igralcev, ki so jih nosili. Prav tako je serija vsebovala kaskaderske točke z motorjem, ki so jih kasnejše sezone nadomeščale z digitalnimi efekti, saj je določena vrsta kaskaderskih trikov v japonskih mladinskih oddajah za fizično izvajanje pred kamero postala prepovedana, če so te serije želele biti predvajane v najboljših terminih za šolsko mladino. Ker so japonske mladinske serije največkrat prikazovali v bloku, kar pomeni, da so na televiziji eno za drugo vrteli dve različni, je Ishinomori pričel snovati novo serijo, ki bo dopolnjevala Kamen Riderja. Zamislil si je zgodbo o skupini moških in žensk, ki se s pomočjo posebnih naprav preobrazijo v superjunake in družno rešujejo svet. Vsak junak je zaznamovan s svojo, jasno razločljivo elementarno barvo in mogočnim, posebej zanj izdelanim orožjem. Skozi leta so junakom pridodali še mehanične robote, ki jih občasno nadzorujejo in se z njimi borijo proti posebej trdovratnim negativcem. Prav vsakomur, ki je konec 90-ih na Pop TV prvič ogledal podnaslovljene Power Rangerse, so na tem mestu zastrigla ušesa. Himitsu Sentai Go Ranger, kakor so serijo poimenovali, je namreč na las podobna Power Rangersom, čeprav je izšla več kot 20 let pred njimi. Japonska serija odtlej izhaja letno, menjujejo se le ekipe junakov, osrednje tematike in nekaj nians v zgodbi. Leta 2026 pa se bo zaključila 49. sezona. Da si ta monumentalen dosežek predstavljamo v praksi. Če bi si posameznik vsak teden ogledal natanko 2 epizodi, torej točno toliko, kot jih tedensko tudi sicer predvajajo, bi za ogled celotne zgodbe do jubilejne sezone potreboval skoraj 25 let. Serija Super Sentai, kakor so kasneje poimenovali krovno znamko, je v prvih sezonah nihala med mladinsko in otroško. Komedijanske pošasti prve sezone so najbolj navduševale najmlajše. Motivike japonskega mafijskega podzemlja v drugi sezoni pa nekoliko starejše. Po letu 2000 je popularnost bistveno padla. Njena ciljna publika pa se je usidrala nekje med mladostniki in nostalgiki. Producenti pa tematike sezon prilagajajo izkupičku od prodaje licenčnih igrač, zlasti akcijskih figuric. Prav tako so iz novejših sezon v celoti izločili sklicevanje na japonsko mitološko in kulturno dediščino. Ker sem sam v življenju pogledal natanko 2 epizodi Super Sentai, sem splošno vzdušje poskušal ujeti na uradnih forumih, po katerih sem brskal za informacijami. Skupnost navdušencev sicer še obstaja, a nič ne kaže, da bi zmogla sama po sebi zagotoviti prihodnost japonske serije. V času nastajanja pričujočega posnetka, 25. novembra 2025, je namreč podjetje, ki si trenutno lasti pravice, napovedalo, da se serija z 49. sezono zaključuje. Jubilejna 50. sezona, ki so jo oboževalci strastno pričakovali, se tako ne bo realizirala. A za nas najzanimivejši so prav tisti zapisi na forumih, kjer nič hudega sluteči posamezniki spoznajo, da Super Sentai ameriškim Power Rangersom niso zgolj podobni na las in primerljivi v dolžini in izročilu, temveč si seriji delita DNK v obliki filmskega traku.
Nedaleč od tokijskega studia, kjer segmente Super Sentai snemajo že 50 leti, je leta 1984 v hotelu po napornem dnevu, polnem poslovnih sestankov in sklepanja poslov, počival ameriški poslovnež Haim Saban. Zdolgočaseno je preklapljal med kanali, ko se je na zaslonu pričelo bliskati, kar je njegovega notranjega otroka nenudoma pritegnilo. Med bliski se je na zaslonu pojavilo 5 moških in žensk v barvitih superjunaških kostumih, ki so neumorno pretepali pošasti in preganjali zlikovce. Ker je bil Saban talentiran pri prepoznavanju vsebin, ki bi jih lahko prodali mladim, mu je že v isti hotelski sobi na misel prišla neumna, a revolucionarna ideja. Barviti šov bi lahko odkupil, obdržal kadre, kjer so junaki oblečeni v kostume, za prizore, ko niso v kostumih, pa bi dosnel kadre z zahodnimi igralci ter zlepljenko prodal na ameriški trg. Ideja se je zdela neizvedljiva prav vsem, njegovi ženi, ameriškim produkcijskim hišam in celo producentom japonskega izvirnika. S projektom in kopijami nekaj delov japonskega izvirnika je dolgih 8 let krožil med ameriškimi produkcijskimi hišami in neuspešno predstavljal projekt, doživljajoč zavrnitev za zavrnitvijo. Ne pretiravam, če trdim, da bi v svetu hitro menjajočih trendov popkulture 99% producentov tolikokrat zavrnjen projekt pospravilo v predal, ki ga ne bi nikoli več odprli. Haim Saban je bil rojen judovskim staršem leta 1956 v Egiptu, odkoder se je najprej preselil v Izrael in v zgodnjih 80-ih v Ameriko. Že v zgodnji mladosti so učitelji prepoznavali njegov posebni talent za podjetništvo, ljubezen do popkulture pa ga je vodila do udejstvovanja v svetu glasbe. Najprej se je kot glasbenik preizkušal sam, kmalu pa se je preselil v producentske vode, kjer je najprej v Izraelu, nato v Evropi in nazadnje Ameriki produciral najrazličnejše glasbene spremljave za risane in mladinske serije, kar ga je po naravni poti gnalo v produkcijo ne samo glasbenih spremljav, pač pa tudi celotnih mladinskih serij in filmov. V 8 letih neuspešnega propagiranja ideje o priredbi japonske serije je njegovo produkcijsko podjetje, ki ga je s sodelavci ustanovil konec 80-ih, nabralo dovolj finančnega zaledja, da se je projekt odločil producirati sam. Osebno je odkupil pravice za adaptacijo 16. sezone Super Sentai, podnaslovljene Zyuranger, in pričel snovati bizarno zlepljenko japonskega superjunaškega šova in ameriške najstniške komedije. Še pred izidom so potencial končno prepoznale tudi zunanje produkcijske hiše. Pravice za predvajanje v Ameriki si je zagotovil kanal Fox Kids, ki je imel milijone zagotovljenih gledalcev, s tem pa tudi kritično maso, ki bo vest raznesla po vsem zahodu. In res jo je. Že leta 1996 so serijo razglasili za najuspešnejšo mladinsko televizijsko serijo v dotedanji zgodovini popularne kulture. Power Rangersi so postavljeni v izmišljeno mesto Angel Grove, sredi vročega kalifornijskega sonca, kjer se 5 nič hudega slutečih najstnikov znajde med vesoljsko okupacijo Zemlje, odkoder jih v svoj štab pokliče vešč Zordon. Ta s humorno zmedenim robotkom Alpha 5 nadzoruje vdore nezemeljskih bitij na Zemljo. Trenutni napad je najhujši doslej, saj je Zemljo napadla vesoljska čarovnica Rita Repulsa, ki je bila 10.000 let ujeta na Luni. Zordon najstnikom razkrije, da so bili izbrani za glavne vojake v boju proti Riti in njenim pribočnikom. S pomočjo posebnih transformatorjev pa se bodo lahko spremenili v superjunake in med drugim vodili 5 mehaničnih robotov, Zordov, osnovanih v 5 prazgodovinskih bitjih, ki se skupaj sestavijo v humanoidnega Megazorda in premagajo prav vse, kar bo Rita poslala na pot. Najstniški superjunaki so torej upodobljeni v 5 barvah, ki zasledujejo tudi njihove simbolne pomene. Čeprav tega kot otrok seveda nisem bil zmožen predelati intelektualno, sem na nezavedni ravni vedel, da barve junakov približno sovpadajo z njihovo karakterizacijo. Osrednji junak in vodja ekipe, Jason, zavzame nezmotljivo dominantno rdečo barvo, ki jo simbolično povezujemo z velikodušno silo, mladostjo, gorečnostjo, zdravjem in zmagoslavjem. Jason nadzoruje tudi robota v podobi tiranozaura, v popkulturi najmogočnejšega dinozavra ali celo najmogočnejšega živega bitja, ki je kdaj hodilo po zemlji.
Njegove voditeljske sposobnosti so nesporne in jih omaja šele prihod 6. člana skupine, o katerem bomo spregovorili nekoliko kasneje. Da je modra barva barva modrosti, ni treba posebej izpostavljati. Nadene si jo mlad genij Billy, ki sicer bojevniško ni nadarjen kot njegovi prijatelji, a to nadoknadi z umom in genialnimi izdelki, ki jih epizodo za epizodo servira ekipi. Potomka priseljenskih staršev Trini, ki zavzame rumeno barvo, deluje kot žarek celotne ekipe, je mirna, topla in prijetna posameznica. Njeno nasprotje je breakdancer Zack, odet v črno barvo, ki v svoje bojevniške poteze implementira hip-hop. Znan je pa kot kar nekoliko preveč samozavesten najstnik, za katerega kasneje izvemo, da ima samo eno resnično šibko točko, in sicer se neznosno boji kač, pajkov in insektov. Od peterice tako ostane Rosa Kimberly, intuitivna in inteligentna gimnastičarka, katere osrednja značilnost je ljubkost. In prav ta ljubkost je botrovala dejstvo, da sem se kot 9-letnik, gotovo ne edini v Sloveniji, prvič zatrpal. Zvezdniški kraš me je držal vse do dneva, ko je Pop TV pričel prikazovati Kseno. A zgodba bojevniške princese naj ostane za kak video v prihodnosti. Težko je opisati, kako revolucionarni so bili Power Rangersi na področju mladinskih popkulturnih franšiz. V 50. letih prejšnjega stoletja so ameriške mladinske televizijske ekrane večinoma napolnjevali povsem neškodljivi, duhoviti liki, kot so Tom and Jerry in Bugs Bunny, zajček dolgouhček, ki so z večine temeljili na slapstick komediji. 60. so v mladinsko ameriško popkulturo prinesla nekoliko kompleksnejše zgodbe s kremenčkovimi, Jetsoni in celo rahlo strašljive zgodbe risanke Scooby-Doo. V 70. so prevladovale poučne oddaje, kot je Sesame Street, dokler se 80. in 90. niso razvila v desetletje marketinških povezav, barvitih risank, animejev in medmedialne povezanosti serij, stripov ter igrač. Najprej v risanih televizijskih serijah, kot so bili Transformerji, He-Man in Ninja Želve, ter nazadnje v 90. s Power Rangersi, ki so idejo močnih junakov iz risane podobe nazadnje prenesli v igrano. V 80. in 90. so se tudi prvič srečale televizijske navade slovenskih in ameriških otrok. Predtem so na jugoslovanskih televizorjih, kolikor jih je pač bilo, prevladovale risanke iz Češke, Jugoslavije in Sovjetske zveze, kot sta bili Krtek in Slovenski Bojan. Podobno kot čez lužo pa so se tudi v Jugoslaviji prijele izvirne izobraževalne oddaje, kot je denimo Radovedni taček. Dokler niso v 80. začeli na jugoslovanski televiziji vrteti Transformerjev in He-Mana, živeči blizu meje pa so jih z dodatkom animejev seveda spremljali tudi po italijanskih ali nemških kanalih. Samostojno Slovenijo so se evropske vsebine počasi umikale v ozadje, v ospredje pa so stopile ameriške in japonske, med drugim tudi Power Rangersi, ki so otroke čez vikend razveseljevali na Pop TV-ju od leta 1997 naprej. Power Rangersi so po svoje združek slapstick komedije in sodobne, bombastične mladinske serije. Slapstick je oblika komedije, ki temelji na fizičnem humorju, pretiranih gestah in karikirano nasilni, ampak hkrati nenevarni situaciji, ki je cvetela zlasti v zgodnjih dneh nemega filma. V seriji so slapstick momenti rezervirani za lika Bulka in Skala, ki se pojavita v vsaki epizodi prve sezone in predstavljata neumna nasilneža, ki skušata ustrahovati dijake po šoli, ki obiskujejo tudi rangerji. Po nesreči pa se skoraj vedno zapleteta s pošastmi, ki jih nad šolo in mesto pošilja Rita. Od njih pa v slapstick maniri tudi nedolžno nastradata. Spomnim se, da me fizična komedija kot otroka ni pretirano zabavala. Nekaj povsem drugega pa je bil dizajn Ritinih pošasti, ki se mi še danes zdi daleč najkvalitetnejši element serije. Raznoliki kostumi, ki jih lahko občudujete v zlepljenki na zaslonu, so bili ročno izdelani iz pene in lateksa z dodatkom plastičnih ali kovinskih oklepov za trpežnost in detajle. Občasno so jim dodali celo malce bolj sofisticirane ventilacijske sisteme, saj so igralci v njih preživeli veliko časa. Nekatere maske so bile mehanične, zato so pošasti lahko premikale čeljusti ali oči, druge so bile fiksne. Velikost pošasti, ki jih je Rita ponavadi v zaključni sekvenci posamezne epizode povečala, pa so izostrili z miniaturnimi modeli mest, med katerimi se je sprehajal igralec in v primerjavi z majhnimi maketami deloval ogromen. Kostume so občasno z različnimi materiali še dodatno ojačali, da je bilo gibanje pošasti bolj okorno.
Svoje pa so dodale tudi iskre, dim in v kasnejših sezonah digitalni efekti, ki so simulirali najrazličnejše napade. Kostumi iz pene in lateksa so bili sicer prvič upodobljeni v filmu Creature from the Black Lagoon iz zgodnjih 50-ih. Danes pa so največkrat nadomeščeni z digitalnimi efekti, saj je igranje pod njimi fizično naporno in je zahtevalo posebej za to izučene filmske igralce. Če za trenutek humor in pošasti pustimo vnemar, serija ponudi tudi nekaj hrane za mladostniške možgane. Seveda so tu klasični nauki, da je moč v kolektivu in ne individumu, da naša različnost ni grožnja, temveč prednost, da tehnologija kdaj pa kdaj preprosto zataji in je tisto najbolj bistveno človeško. Najzanimivejše sporočilo serije pa je, da je zelo sistematično, birokratsko, organizirano. Rita kljub čarovniškim močem pošasti ne ustvarja sama, temveč jih kot v trgovini naroča pri svojem dobavitelju Finsterju. Ker nad njim vrši psihološki teror, ima popolno moč nad produkcijo vojakov in tehnologije. Njena moč je zgolj simbolna, saj karakterno ni predstavljena kot bojevnica. V boju jo vidimo redko in občutek imamo, da se neposrednih spopadov z junaki serije izogiba. Je le izvršna direktorica kozmičnega pošastnega podjetja, v srču katerega so pošasti, materializirani simboli ideologije, vedno znova ustvarjeni, da bi potrdili neizogibnost Ritine zmage. Ker pošastim vedno znova spodleti, ta skuje kompleksnejši načrt. Ni naključje, da se mi je od vseh njenih intrig v spomin najbolj vtisnil prav ta. Green with Evil je 5-delna zgodba znotraj prve sezone Power Rangersov, ki se je na slovenskih televizijah, ki so predvajale del na teden, posledično vrtela več kot mesec dni. Je zgodba, ki me je kot otroka močno nagovorila in je celo prva stvar na velikih in malih zaslonih, ki me je, vsaj po mojem spominu, spravila do solz ganjenosti. Dogodek mi je ostal močno v spominu, saj se je nad mojim okom čudil oče, ki stališča odraslega pač ni mogel razumeti, kaj neki naj bi me pri 5 superjunaških najstnikih spravilo v jok. Po mojih izračunih se je Zloben zelenec na slovenski televiziji predvajal pri mojih 6 ali 7 letih. Torej, ali zmorem 27 let kasneje še vedno razumeti, kaj me je tako ganilo? 5 delov epizode spremlja Tomija, novega najstnika, ki se preseli v mesto in se vpiše v šolo, ki jo obiskujejo na tej točki že dobro poznani najstniki. Po zmožnostih borilnih veščin se lahko kosa s tedaj še vedno nepremagljivim Jasonom, prav tako pa njegov zunanji videz privlači Rosa Rangerko, na tej točki že ljubljenko vsega najstniškega, predvsem fantovskega občinstva. Na novega najstnika z Lune zre tudi čarovnica, ki naden pošlje urok zlobe, hkrati pa ga spremeni v zelenega bojevnika. Tommy se infiltrira v komandni štab junakov in ga uniči. Uraženi junaki pa tako ostanejo brez svojega drugega doma, premagani in zaskrbljeni. Da je situacija še slabša, je Jason, vodja skupine, premeščen v temno dimenzijo, kjer se mora bojevati z enim od čarovničinih najzvestejših pribočnikov, ona pa iz večnega spanja obudi tudi legendarno bojevnico Skorpino. Ko se ekipa naposled spopade z zelenim rangerjem, za katerega izvedo, da je njihov novi sošolec, so poraženi. Tommy pa z legendarnim zelenim zordom lomasti po mestu in uničuje stavbo za stavbo. Ko je vse upanje že skoraj izgubljeno, pa se Jason in Tommy zapleteta v zadnji spopad, kjer uspe Jason novega sošolca prvič nadvladati in Tommyja osvoboditi izpod Ritinega nadzora. Tommyju je ponujeno mesto 6. rangerja, česar je sicer vesel, a se 5. epizoda cikla konča z njegovim nemirnim obrazom, saj se še vedno spomni vsega opustošenja, ki ga je pod Ritinim nadzorom sejal po mestecu. Z današnje perspektive se mi zdi, da je bila moja ganjenost nad pripovednim lokom neke vrste iniciacija v zavedanje, da svet ni črno-bel, da je zelo lahko posledica manipulacije, storjene krivice, šibkosti, lahko gre zgolj za trenutek izgube nadzora. Ker me je zanimalo, kako je zgodbo zelenega rangerja upeljala japonska različica, Kyoryu Sentai Zyuranger, sem si ogledal tudi 2 njihovi epizodi. V Zyurangerju je zgodba malce drugačna.
Rdeči in bodoči zeleni bojevnik pripadata isti družini pomembnega plemena. Bodoči zeleni ranger odrašča s sovraštvom do mlajšega brata, ki je po smrti njunega očeta postal princ. On pa je zaradi nesrečnih političnih intrig postal izgnanec. Zelenec sklene pakt s čarovnico, da bi se bratu maščeval. Za razliko od Tomija, ki postane žrtev uroka, se njegova japonska različica za zlo odloči prostovoljno. Prav tako potem, ko prestopi na stran prijaznih, umre. Zaveda se svoje minljivosti, krivde in nepopravljivosti preteklih dejanj, zaradi česar sprejme smrt kot del svoje pokore. Po svoje razumem, da zahodni otroci na tako tragično zgodbo ne bi bili pripravljeni, a zdi se mi, da je bilo s prevodom kljub temu nekaj izgubljenega. Kar predstavljam si svoje krokodilje solze, če bi na slovenski televiziji namesto ameriške predvajali japonsko različico. Proti koncu prve sezone je zadeva postala zapletena, saj je serija avtorje šokirala s svojo popularnostjo. Najprej so sezono raztegnili na 60 delov, za nekaj delov pa so dodatne scene posneli celo na Japonskem. A producenti so vedeli, da je vsega lepega enkrat konec, zato bo eventualno zmanjkalo tudi japonskega materiala za prirejanje. Leta 1994, ko je bila produkcija druge sezone v polnem zamahu, so se na Japonskem pripravljali že za snemanje tretje ekipe po Zyurangerju, kar pomeni, da so vsi kostumi, primerni za ameriško serijo, romali v zaprašene omaje. Producenti ameriške serije so se tako odločili, da bodo poskušali adaptirati material iz japonske Gosei Sentai Dairanger. Problem pa je nastal, ker je Gosei Sentai od Zyurangerja estetsko popolnoma drugačna in dislocirana pripoved z drugimi liki, negativci, drugimi ogromnimi roboti in celo kostumi superjunakov. Nastala zlepljenka je bila še bolj bizarna, a kot otroci problemov v kontinuiteti pač nismo opazili. Veliko pa je dodalo dejstvo, da so se ameriški producenti prvič odločili v zgodbo vključiti izvirno pošast, takšno, ki je japonski Super Sentai ni vseboval. Na začetku druge sezone so producenti nakazali, da tudi Rita prejema ukaze od nekoga drugega. In ta nekdo je Lord Zed, strašljiv nadgalaktični vladar, ki sem se ga kot otrok zaradi strašljivega dizajna kostuma kar nekoliko bal. Po drugi in tretji sezoni, ki sta bili zaznamovani predvsem z menjavami nekaterih osrednjih likov, je ob uspešnosti sledil celovečerni film Mighty Morphin's Power Rangers The Movie, kjer so sedaj že mladi odrasli igralci imeli priložnost nastopiti še v pravem filmu. Na smetišče je romala povezanost s Super Sentai, saj so vse scene posneli na zahodu, a osebno mi je združena genealogija serij zelo pri srcu. Film sem si pred leti ponovno ogledal in se na smrt dolgočasil. Tega za serijo ne morem reči, saj sem jo pred več kot 10 leti za časa prvega Twitch maratona, ko je priljubljena platforma predvajala vse dele enega za drugim, skupaj z zabavnim chatom ljubiteljev z celega sveta, kar požiral. Spomnim se, da je nekdo napisal, da ga glasba, ki se predvaja ob finalnih spopadih v epizodah, prav vsakič instantno vrne v otroštvo. In res. Kdo bi si mislil, da je metal komad v mladinski seriji sploh lahko tako prekleto dobro vkomponiran. Po filmu in tretji sezoni je sledila vmesna polsezona Alien Rangers, ki se je razvila v polnopravno četrto sezono Power Rangers Zeo, ki je kot otrok nisem gledal. Sledila je sezona Power Rangers Turbo, ki me v zgodnjih najstniških letih še posebej jezila, saj so v želji potem, da bi serijo ponovno naredili popularno med mlajšimi otroki, dodali lik Justina, ki je kot 12-letnik izstopal kot nekaj let mlajši od ostalih likov in s tem manj zanimiv. Pravzaprav se me je kot mlajšemu najstniku dejstvo, da ne spremljamo več kul 18-letnikov, pač pa nekega dolgočasnega otroka lotila osebna užaljenost. K seriji sem se vrnil s 6. in 7. sezono, Power Rangers in Space ter Power Rangers Lost Galaxy, ki sta zgodbo popeljali v vesolje. Potem pa sem očitno za Rangerje postal prestar, saj preostalih 23 sezon nisem nikoli spremljal. Tu in tam sem si iz radovednosti vklopil epizodo ali dve, a nikoli nisem vztrajal kaj dlje. Danes je veliko oboževalcev, ki čutimo posebno nostalgijo do serije, a zaradi otroško-mladinskega občutka, ki celotno serijo preveva, v njej ne moremo zares uživati, so se leta 2015 zavedli pri stripovski studiji Boom.
Začeli so snovati izdajo stripov za odrasle, ki je razširila osnovno zgodbo in jo naredila zanimivejšo za ljubitelje Power Rangersov iz 90-ih, ki so vmes odrasli. Medtem, ko za nadaljevanje televizijske serije v trenutku nastajanja tega eseja ne kaže dobro, saj razen kratkega filma ob komemoraciji 30. obletnice ni videti, da bodo snemanje nadaljevali, stripi studia Boom še desetletje po prvi številki entuziastično izhajajo. A ne glede na slabe napovedi je dejstvo, da nas je mnogo, ki smo konec 90-ih kot predšolski in nižje razredni otroci na medgalaktičnih pustolovščinah spremljali najstniške superjunake. Sam sem imel leta 2014 v Londonu na konvenciji priložnost spoznati nekaj stvariteljev serije osebno, med drugim Davida Josta, ki je upodobil prvega modrega rangerja. Ljudje, katerih težave sem dotlej videl samo na televiziji, v okvirih fikcije, so zdaj spregovorili v živo, med drugim o tesnobi spopadanja s smrtjo njihove kolegice, ki je odigrala rumeno junakinjo. Prerano je v smrt po samomoru leta 2022 stopil Jason David Frank, Tommy, čigar smrt se me je še posebej dotaknila, saj me je njegova vloga v seriji zaznamovala. Power Rangersi so kaotičen spektakel, mešanica japonske tokusatsu tradicije in ameriškega instinkta za trženje, ki ga utelešal Saban, ki je skoraj desetletje vztrajal pri neuresničljivem potencialu in nazadnje ustvaril mladinski popkulturni imperij. Oblikoval je televizijske in filmske navade otrok po vsem svetu in prav mogoče je, da kanal Konec igre ne bi obstajal, če bi ob dopoldanskih urah tiste naključne sobote davnega leta 1997 prižgal kak drug kanal. Yes! Judge's call. 1 point. Match ends in a draw. No winner. Foul to me. Foul to each other. Good match, man. You kept me going. Yeah, same here. See you around.